Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Res, da v tem času vsi govorimo o volitvah in vse, kar spada zraven, o kandidatih z naše 8. volilne enote, ampak življenje teče naprej, tudi drugače, veliko stvari se dogaja, zadeve so odprte, ki nas veselijo, pa morda tudi manj, ampak vseeno, veliko se govori v zadnjem času o razpršenem hotelu. Projekt pelje raziskovalno-razvojni center Ormož, se pravi, to je nekdanja Jara, toliko, da boste vedeli, ne, tako se je preimenoval oziroma preimenovala v zadnjem času in zadeve tečejo naprej. Nekaj podrobnosti, morda boste tudi vi med tistimi, ki boste stopili zraven, kolikor imate nočitvene kapacitete, tako da verjamem, da bo zanimiva tema. V naši družbi pozdravljam danes direktorja Razvojno-raziskovalnega centra Ormož, Mateja Rogača. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Ja, kot sem povedala, se kar govori o tem razpršenem hotelu. Kako dolgo pa pravzaprav razmišljate o tem? Kdaj je padla ideja, da bi se to torej organiziralo v Ormožu? Ja, o razpršenem hotelu v bistvu razmišljamo že vse od mojega prihoda na to delovno mesto. Ta ideja ključno pa je padla nekje v septembru lanskega leta, ko smo pripravljali novo spremembo strategije lokalnega razvoja. Takrat se je prikazala priložnost, da se ta stvar uvrsti v strategijo, da lahko potem takšen projekt tudi financiramo preko sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu LASAV Ormož. No, zanimivo je to, da ste dejansko konkretno pristopili zraven, včasih so to bila samo tipanja na začetku, ampak sedaj se projekt pelje tako, kot je treba. Kakšna so povpraševanja oziroma zanimanja? Ja, zdaj, COVID je prinesel dosti slabega, pa tudi nekaj dobrega. V tem obdobju je kar nekaj turistov prišlo na to destinacijo, moram reči, da kar dosti več kot pa prej, in so se začele kazati slabosti oziroma pomanjkljivosti, boljše rečeno, seveda nastanitvene kapacitete. In kako zdaj naenkrat pridobiti nekaj nastanitvenih kapacitet, glede na to, da hotel Ormož še ni v renovaciji, je zelo težko. In edina šansa, da lahko to dobiš na nek hiter način ali pa dokaj hiter način, je to, da poskušaš poiskati neke nastanitvene kapacitete, ki so primerne za oddajanje turistom, in jih poskušaš povezati v en sistem. In zato potem smo se nekako odločili, da bi bilo pa dobra rešitev, da se spostavi ta hotel. Zdaj, sam projekt bo uradno zaživel v mesecu juliju tega leta, zdaj pa že potekajo te predpreliminarne faze, ko zbiramo interes, ko obveščamo javnost, kaj se dogaja, da se lahko priključijo, in do zdaj smo dobili že izkazan interes strani 5 ponudnikov. Danes je prav tako in sestanek za 6. že ponudnikom, tako da cilj nam je nekje zbrati vsaj med 10 in 15 interesentov v prvi fazi, da potem lahko nekako začnemo pripravljati ta projekt tudi po aktivnostih in ga potem prijavimo na ministrstvo. Zanimivo je to tudi, da torej bi bilo dobro biti zraven, kolikor imaš na razpolago nočitvene kapacitete. Seveda ste pred kratkim objavili torej to poizvedbo, da torej na nek način zberete zainteresirane. Kakšni so pogoji, recimo, da se lahko vključiš v ta hotel? Zdaj, v tem zadnjem letu se je v moji pisarni obrnilo kar nekaj ljudi, ki so povpraševali, kako se lotiti tega, kako vzpostaviti neko turistično kapaciteto, kje iskati sredstva za to. Zato smo videli, da je nekako problem pri vseh teh, ki so prišli k nam, da imajo mogoče ali premalo kapacitet, da bi se lahko od tega šli profesionalno, ali pa se niti tega ne želijo iti, ker je toliko birokracije zadaj, da enostavno presega tiste pričakovanja, ki jih oni bi dobili, oziroma tiste dodano vrednost, ki bi oni pridobili s tem projektom. Zato ta razpršeni hotel, ker želimo v sklopu razpršenega hotela vsem tem pomagati na ta način, da se sami ne bodo rabili toliko ukvarjati z birokracijo, kolikor seveda se ne bodo želeli, saj imamo plan spostaviti 2 modela članitve v razpršeni hotel. En model bi naj deloval na tak način, da bo lastnik nepremičnine seveda njo mora opremiti, urediti, tako da bo primerna za vključitev.
v ta sistem, ampak bo sklenil z javnim zavodom za turizem, se pravi, oni bodo partner v projektu in oni imajo že registrirano dejavnost oddajanja nastanitvenih kapacitet, se pravi, bodo sklenili z njimi samo neke vrste najemno pogodbo in preko te najemne pogodbe bo javni zavod upravljal s to nepremičnino, jo oddajal v najem in poskrbel za čiščenje in za vso animacijo gostov. Taki pa bo lastnik nepremičnine, pa bo na koncu potem, ali bo to mesečno, ali bo to 2-3 mesečno, to je vse stvar razvoja projekta, dobil potem plačano kot neko najemnino za ta njihov hotel. Drugi sistem pa bo takšen, da bo se tisti lastnik nepremičnine lahko sam ukvarjal s tem in bo skozi razpršeni hotel samo tržil in promoviral svojo kapaciteto. Tako da tu bomo šli nasproti vsem, ker želimo čim večjim ljudem omogočiti, da se vključijo v ta sistem, zato ne bomo nekako se lotevali samo enega modela, ker na svetu obstajajo 3 modeli. Ne. Ta 2 modela, ki sem zdaj povedal, pa še en model je, ko se postavi v bistvu zadruga, ampak ta model mislim, da se enkrat še ni zrel za naše območje. Mogoče enkrat v prihodnosti, če se bo to res razvilo v tej smeri, kakršne želimo, tudi mogoče pride do tega, da se mogoče nekoč spostavi celo kakšna zadruga in da deloval ta hotel po sistemu zadružništva. No, zgleda, da je najlažji torej tisti prvi model, ne? Ko torej najemodajalec pravzaprav nima nobenih problemov, ne? Tudi verjetno ni treba biti registriran kaj posebej. Tako je. Zdaj, skozi ta projekt, ki ga pripravljamo, želimo glih dobiti sliko terena, vsem tem, ki bi se želeli vključiti, pomagati pri obnovah, se pravi svetovati, kako nekaj narediti, da bo to primerno za vključitev v sam hotel in pa potem tudi jim predstaviti te možnosti. Ne. Se pravi, ta varianta A, recimo, če je rečemo, se pravi, da odda nekdo samo tvojo nepremičnino v najem javnemu zavodu, je najenostavnejša z tega vidika, saj se ne rabiš ne registrirati za sobodajalstvo, ne rabiš skrbeti za gosta, ker bo skrbel za gosta javni zavod. V bistvu ti samo daš na razpolago svojo nepremičnino, ki jo ne uporabljaš za lastne namene. Ne. Javni zavod pa bo potem tisti, ki bo skrbel za vse ostalo. Zdaj nekako razvijamo se projekt v tej smeri, da bomo imeli skupno spletno stran z rezervacijskim sistemom skupnim destinacijskim in pa z fizično recepcijo, ki bo na trenutno TIC-u na javnem zavodu za turizem. Tako da gost prije v bistvu na en punkt, na eno točko, kjer se registrira, dobi vsa dana navodila, dobi ključ do nastanitve in se potem odspravi na nastanitev, kjer potem biva. Poleg tega pa želimo skozi projekt tudi še sporedno spostaviti vse druge zadeve, se pravi od ponudbe, gostinstvo, potem razne dejavnosti, aktivnosti, atrakcije povezati. Zelo se trudimo tudi pri drugih projektih, pripravljamo skupaj z občino Ormož kar nekaj projektov, ki bodo, če bodo uspešni na razpisu, doprinesli eno dobro dodano vrednost za turiste na tem območju. Tako tista krožno-kolesarska pohodna pot od Svetinj do Jeruzalema je taka zelo dober magnet za privabljanje turistov. Upamo, da bomo uspeli z njim. Pravkar smo tudi pripravili projekt za obnovo gradu in parka in v sklopu tega tudi razvoj 7 novih turističnih produktov. Tako da se zelo veliko dogaja na tem in želimo čim več teh produktov turističnih razvijati na tem območju, da bomo čim dlje lahko zadržali gosta na destinaciji, pa tudi, da ga bomo čim lažje privabili na destinacijo. No, 7 produktov pravite, kaj torej bo v ponudbi, kaj se pripravlja? Zdaj vseh 7 ne vem na pamet, ker smo jih včeraj še zaključevali zadevo. Produkte pripravljajo na javnem zavodu, tako da podrobnosti o samih produktih bo moral povedati gospod Vršič, direktor zavoda, ker jih on razvija, vem pa samo, da jih bo 7. Bojo pa vsi na temo kulture in turizma na območju gradu in parka poleg gradu. No, kako vi razmišljate, v katero smer ima torej Ormož možnosti, Ormož torej in tudi sosednji občini, seveda Središče in Tomaž? Ja, seveda ima. Moramo vedeti, da turizem gre v tej smeri individualizma, se pravi, gost išče mir, išče spokojnost, išče naravo. V prejšnjih letih, desetletjih nazaj je bilo pa bolj to vse na masovnem turizmu, zdaj gremo pa čisto drugo smer. Zeleno, butično, avtentično, edinstveno in tako naprej. In Ormož ima, ne samo Ormož, tudi širše območje,
če govorimo o upravno enoto Ormož, imajo te prvine, da lahko to ponudi gostu, ne. Ogromno je zelenja, imamo gorice, imamo tudi neke kulturne dediščine, imamo lagune, jezero, marsikaj se tudi pripravlja še, dobra promocija je zadaj, javni zavod zelo dobro skrbi za promocijo destinacije, tako da postajamo vedno bolj prepoznavni, pa tudi občine, moram reči, da se zelo trudijo, zelo veliko finančnih sredstev vlagajo v to promocijo, tako da to se tudi vidi v tem, da prihaja vedno več število turistov in da smo tudi vedno bolj prepoznavni. Vi ste si torej kot direktor verjetno v tem času že nabrali kar izkušenj. Kako vam teče delo? Ste uspešni? Kako ocenjujete recimo? Težko je seveda oceniti sam sebe, ampak vseeno. Ja, zdaj, kar se tiče našega zavoda, se pravi Razvojno-raziskovalnega centra RC Ormož, moram reči, da delamo dobro. Delamo celo več, kot smo si pa zamislili, imamo tudi trenutne težave, ker bi rabili še kakšen dodatni kader, ker res delajo ogromno. Odprli smo se tudi navzven, vedno več prihaja tudi strank, ki niso samo občine, se pravi podjetja se obračajo na nas, smo kar nekaj projektov letos že naredili, prihajajo tudi druge občine, tudi za občino Ljutomer smo začeli pripravljati neke projekte. Odpiramo velike projekte, recimo dva taka velika projekta sta kolesarski povezavi, ena je od Ormoža do Moravskih Toplic, kjer naš zavod je koordinator projekta, smo že zelo daleč, tudi na državni ravni je že bil pripravljen DIP, se pravi dokument, s katerim se ta projekt uvrsti v državni proračun. Na drugi strani pripravljamo še en takšen projekt, ki bi peljal od Ormoža proti Rogaški Slatini. Cilj nam je vzpostaviti to kolesarsko hrbtenico od Rogaške do Moravskih Toplic, s tem bi želeli privabiti na našo destinacijo tudi čim več kolesarjev iz teh dveh turističnih, se pravi kapacitet oziroma turističnih destinacij. Tako da delamo res velike stvari tudi na področju podjetništva, pripravljamo dokumentacijo za tehnološki park, upamo, da nam enkrat uspelo tudi to, pridobiti sredstva za izgradnjo tehnološkega parka, ki ga Ormož nujno rabi. Saj prostori podjetniškega inkubatorja so polni, pa tudi rabili bi proizvodne prostore, ki jih trenutno nimamo. Mladi podjetniki pa povprašujejo po njih, ne. Teda to je naslednji taki projekt, potem skupaj z Razvojno agencijo Podravje Maribor in ZRS Bistro Ptuj peljemo projekt Invest Podravje, kjer se trudimo s privabljanjem tujih investitorjev. Ta projekt je začel se letošnje leto, tako da želimo tudi skozi ta projekt pripeljati kakšnega tujega investitorja na to območje, da bi investiral v naših obrtnih conah. Potem peljemo splošne razvojne naloge in LAS in projektov, neprestano prihajajo novi projekti in nobenemu ne rečemo ne, vsakem vidimo neko priložnost za to območje in tako se pač nabiramo vedno več projektov, ki pa jih potem treba tudi speljati, ne, in kadrovska zasedba, ki jo imamo, je zdaj res polno zasedena. Bi bilo že fajn, če bi še kakšna oseba prišla zraven, da bi nam pomagala pri. No in kako kaže glede še enega zaposlenega? Ja, imeli smo že razpis, moram reči, da žal je to delo zelo specifično, potrebuješ številna široka znanja in fajn je, če dobiš neko osebo, ki že je delala na teh projektih, ki ima znanje iz tega, ki pozna zadevo. Moram pa reči, da je takih zelo malo. Trg teh zaposlenih z takim znanjem je prazen, enostavno ga ni. Tudi ko se pogovarjamo z drugimi javnimi zavodi na področju projektnega vodenja, vsi pravijo, da enostavno bi še rabili dodaten kader. Res denarja evropskega je ogromno trenutno, in razpisov je ogromno in projektov je ogromno in vsi kandidiramo na vse možne razpise. In potem se tudi zaradi tega, ker dosti denarja tudi dosti projektov dobi in enostavno rabiš kader, da te projekte spelje. No, zdi se, da je treba kar slediti, ne vsak dan verjetno te razpise, da si na tekočem, ne? Ja. To je že za enega dovolj dela najbrž. To je že kar dovolj dela. Jaz imam tako navado, da zjutraj vedno pogledam novice, ki so objavljene na strani vlade, potem pa v petkih uradni list, ker v petkih so potem v uradnem listu objavljeni slovenski javni razpisi, tuji javni razpisi pa prihajajo tudi med tednom, tako da sledimo temu, koliko se le da ažurno.
tudi o tem obveščamo preko naših kanalov ljudi na tem območju, pa širše po Sloveniji. Tako da je, kar da se dela s tem. Ja. No, ko torej najdete nekaj zanimivega, kaj je torej potem vaš naslednji korak? Ja, prvo poskušamo razbrati pogoje tega razpisa, da vidimo, ali sploh to območje in kdo na tem območju ustreza. Potem pa seveda prvo, če gre za razpise za infrastrukturo, javno infrastrukturo, potem kontaktiramo vse občine, kaj je na razpolago, če imajo kaj primernega ali kakšno željo, da bi kandidirali na takšen razpis. In dokaj hitro potem sledi odziv občin in gremo hitro v akcijo. Ne. Trudimo se, ko spremljamo tudi ne samo razpise, ampak programe, ne vem, programe, ki jih pripravlja ministrstvo posamezno za svoj sektor, ne vem, za kulturo, za gospodarstvo, za kmetijstvo, potem že napovejo, v katero smer bojo politike šle in kakšne razpise pripravljajo na to temo in kakšne denarje bodo na razpolago. Ne. Že približno vemo naprej, kaj se bo dogajalo. Ne. Tako da mi že lahko recimo občinam povemo približno, v katero smer se razmišlja, da že lahko tudi oni naprej pripravljajo tiste osnovne prve dokumente in jih sprejemajo na občinskih svetih, da že imamo vse tiste osnove pripravljene, ker potem, ko prije razpis ven, ko imamo pogoje, potem lahko gremo samo tisto znoveliramo, popravimo, dodelamo, tako da je v redu, da je kompatibilno z razpisom in da potem lahko čim prej stvar oddamo na No in kdo pripravlja to papirologijo? Vi torej na centru? Mi, več ali manj mi pripravljamo to papirologijo, ja, tako da mi smo tisti neki prvi, ki pripravijo investicijsko dokumentacijo, se projektno dokumentacijo pripravljajo načeloma projektantje. Zdaj, če gre kakšne razvojne stvari z področja turizma, nam pomaga Javni zavod za turizem, drugače pa mi in pa občine. Ne. Zdi se, da je kar težko delo to, ne? Verjetno je treba biti kar razgledan vse smeri, ne? Ja, moraš imeti kar eno široko znanje, razgledanost itak in pa moraš biti zelo, zelo natančen. Štejejo centi, zaradi enega centa lahko celi projekt, ki je vreden tudi več milijonov, pade na razpisu. To moraš biti res zelo natančen in tu je zelo veliki problem najti ljudi, ki so natančni, ki so res tako morajo biti pedantni, po domače je zelo težko. Ne. Ja, upam, da se bo našel nekdo, ne? Mladih pravzaprav je, ne? Ampak so malo površni, se zdi, ne? Težko zdaj govoriti o tem, ne. Mladi so in problem je ta izkušnja, ne. To je problem, ne. Saj mladi so, izkušnje pridobiš pa, ne vem, 2, 3, 4, 5 letih tega dela, pa tudi kakšnega padca na razpisu, ker tam se ne več naučiš, ne. Ko daš projekt, si misliš, super, to smo rešili, potem pa dobiš zavrnjeno vlogo zaradi, ne vem, enih napak v prevodu ali napak v enem centu ali v datumu in tam se potem naučiš te pedantnosti, da treba biti pri teh stvarih pa res natančen. Torej, zaenkrat ste koliko vas je zaposlenih? Trenutno smo zaposleni 3,5. Zdaj upamo, da bomo v teh dneh zaključili združitev podjetniškega inkubatorja z našim zavodom, potem bomo 4. Tako da to je to trenutno, kar imamo. Ne. No, o združitvi inkubatorja oziroma mrežnega podjetniškega inkubatorja in torej razvojne centra, ne, raziskovalno-razvojnega centra, o tem se govori že kar nekaj časa, ne. Kaj se pravzaprav dogaja sedaj vmes, da je ta priključitev, se zdi, težavna? To je en tak zelo dolgi proces bil, sami smo bili presenečeni na tem, da gre to tako počasi, ne. Mi smo že lansko leto pristopili k temu, ampak je bilo veliko težav. Prvo smo morali javno razvojno agencijo spremeniti iz javne agencije v javni zavod. To še šlo dokaj lahko. Potem, ko pa je trebalo združiti DOO z javnim zavodom, to pa je bilo nešteto težav. Zakonodaje na tem področju ni. Gre za en luknjo v zakonodaji in smo morali na različne načine prepričevati sodišče in sodni register, da to gre in da bi to bi želeli in zdaj upamo, da bo zdaj res to rešeno. No, zdaj že čakamo sklep, samo še zadnji sklep o združitvi. Danes, jutri upam, da bi moral bi že biti danes verjetno, potem pa upamo, da bo ta zgodba zaključena in bomo združeni. No, kaj to prinaša ta združitev vam torej? Ta združitev prinaša več podjetniškemu inkubatorju kot pa nam, zaradi tega, ker inkubator z
polovično zaposlitvijo enostavno ni bil primeren in ni izpolnjeval pogojev za kandidaturo na raznih razpisih. Govorimo o razpisih državnega pomena, država ima en razpis, se imenuje SIO, gre za razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za delovanje inkubatorjev in tehnoloških parkov pri pomoči mladim podjetnikom pri razvoju njihovih podjetij. In takšen razpis izvajajo več ali manj vsi ti inkubatorji in tehnološki parki po celi Sloveniji. Ormoški inkubator pa tega ni moral, ker enostavno ni imel pogoja, ker je bil tam pogoj minimalno ena zaposlena oseba. In zaradi tega smo rekli, da je škoda, ker večina razpisov zahteva vsaj enega zaposlenega, da bi inkubator životaril, po domače povedano, samo pač delal to, kar je delal, ni pa imel dostopa do nekih nepovratnih sredstev strani države. Zato smo rekli, dajmo to združiti, s tem dobimo takoj 4 delovne moči, kar pomeni, da bomo izpolnjevali vse pogoje na razpisu. Dejavnost pa tako tudi REC dela. Tudi REC ima registrirano dejavnost podjetniškega svetovanja, tako da je itak za kompatibilno zadevo, isti stavbi smo in mislim, da je pravilna odločitev bila, da smo se lotili tega združitve. Ko bo dokončan tehnološki park, upamo, da bo, ne? Najbrž bo. Ja. Se boste preselili potem vsi skupaj tja? Ja, takšen plan je. Tam bomo pridobili nove prostore, tako pisarniške kot proizvodne. Cilj je, želja je, da bi to bilo drugo leto, upamo, da bo to drugo leto, konec leta. Potem bomo pa res lahko začeli izvajati vse tiste sodobne podjetniške programe, ponudili tudi dobro infrastrukturo mladim podjetnikom, začetnikom in pomagali. Nekako to se upada tudi z pričakovanim novim razpisom SIO, tako da če bi nam se vse to lepo poklopilo, bi to bila ena dobra zgodba za razvoj mladega podjetništva oziroma malega podjetništva na območju občin Ormož, Središče in Tomaž. Predlagam, da se vrneva torej na razpršeni hotel. Torej, razpis za prijave oziroma zbiranje interesa še torej traja. Ja, imamo še objavljen obrazec na naši spletni strani rec-ormož.si ali pa na spletni strani LASA Ormož. Obrazec se lahko vsi interesenti snamejo z spleta, ga izpolnijo, nam ga pošljajo po elektronski pošti ali ga prinesejo osebno k nam ali pa pošljajo tudi po navadni pošti. Vseeno lepo bi bilo, da bi dobili tega čim več, pričakujemo, da bi bilo tega čim več, ker več, ko bo interesa, lažje bomo stvar zagovarjali do države, da mi to rabimo, da mi to želimo narediti. In zato prosim vse, ki kakorkoli imajo interes, da bi se radi priključili ali pa imajo samo zanimanje, naj se obrnejo na nas, da dobijo še boljše informacije, še konkretnejše informacije, da bo se potem lažje odločili ali ja ali ne. Torej, nekdo, ki ima odvečno nepremičnino, jo kar lahko torej da v najem. Ja, lahko je to, ali je to vikend, ali so to kakšne sobe, ne vem, ljudje imajo velike hiše, pred 50 let, ko so se gradile velike hiše, pa imajo moče celo nadstropje prazno, lahko ga to preradijo v apartma in ga lahko isto vključijo v sistem razpršenega hotela. Pravite, da jih je 5 torej že sedaj zainteresiranih. Kakšne vrste, kakšne sorte povpraševanja so to? Mi smo dali oziroma poskušali zbrati interes že lansko leto skupaj z javnim zavodom za turizem in dobili smo takrat izražen interes strani 43 ponudnikov. Tam noter so že obstoječi ponudniki in pa tudi tisti, ki še ne oddajajo nepremičnin, ampak tam so šli nekoliko celo širše, so se prijavili tudi ponudniki z območja drugih lasov, se pravi z ljutomerske strani. Njih žal zaradi tega, ker pač las deluje samo na območju teh 3 občin, zdaj v tem trenutku ne moremo povabiti zraven. Mogoče pa bomo potem to lahko naredili, ko bo projekt zaključen, pa bomo lahko širše vključili širše ponudnike v ta sistem. Tako da zdaj zaenkrat se fokusiramo na te 3 občine. Zdaj, ponudbe, ki smo dobili oziroma interese, ki so jih izkazali, so zelo različni. Od vikendov do glampingov, šotorišč, osob, vse. Ljudje vidim, da vidijo interes v tem, vidijo potencial v tem in se kar prijavljajo. Različne, zelo različne zadeve smo dobili. Od Senika do res glampinga, šotorišča. En gospod je celo rekel, da bo naredil še 2 ali 3 postajališča za avtodome. Glavno interes je,
samo bi bilo fajnše, da bi še bilo ga več. Ne. So med temi tudi tisti, ki že torej imajo ponudbo nočitev? Zdaj, ti, ki so se prijavili oziroma ki so izkazali interes, zaenkrat mislim, da nima še noben. Noben ne oddaja teh nepremičnin, tako da so vsi novi oziroma še, ki ne oddajajo. No, pravzaprav je to boljše, ne? Ja, saj glih cilj tega projekta, da bi te zanimirali, te, ki še tega ne delajo, ker tisti, ki to že oddajajo, celo mogoče malo bolj profesionalno, so tako že sami promovirajo preko raznih bookingov, Airbnb in tako naprej. Ne. Tisti, ki pa še samo razmišljajo o tem, pa so tisti potencialni, ki bi lahko preko tega sistema razpršenega hotela potem začeli z samo dejavnostjo. No, vzorec tega razpršenega hotela ste pobrali, oziroma smo v Sloveniji pobrali iz Italije, ne? Tam že to kar dobro funkcionira, ne? Tam se je ta zgodba začela. Zdaj pri nas je bilo nekaj poskusov, veliko poskusov je propadlo, nekateri so ostali samo na papirju, nekateri so zaživeli, pa so po določenem času zaprli, tako da zdaj v Sloveniji delujeta po naših raziskovanjih dva taka hotela. Ta največji je v Lendavi, Vinarium, in pa en je še na Gorenjskem, Robidišče. Pa na področju Dolenjske sicer ni kot razpršeni hotel, ampak je bil tudi projekt preko Lasa, gre pa za zidanice, kjer na skupni spletni strani promovirajo in držijo svoje zidanice. Tako da zdaj trenutno deluje nekaj malo bolj resno. Trije takšni sistemi v Sloveniji oziroma se še pozabil razvijati, so začeli tudi razpršeni hotel v Halozah v lanskem letu, tako da bo naš potem zdaj neki peti, ki bo deloval, če bomo uspeli tako dalje. No, kako dolgo še torej eventualni ponudniki oziroma lastniki teh nepremičnin imajo možnost se prijaviti? Ja, do konca aprila bi bilo zelo fajn, da bi dobili te interese, zaradi tega, ker mi moramo potem še projekt spisati in eden izmed kazalnikov v tem projektu je tudi noter število ponudnikov, ki bo vključeno. Ne. In želeli bi, da bi to bilo nekaj vsaj med 10 in 15, tako da upamo, da bomo do takrat prejeli še več kot pa to interesa, da bomo lahko vsaj ta kazalnik nekako dosegali. No, morda bo tudi se kdo pojavil potem, ko bo slišal ta najin razgovor. Upamo. Upajmo torej, da bo res to uspelo, kajti se zdi kar fajn, ne? Tako, če po domače rečem. Ja, ena priložnost je za vse tiste, ki razmišljajo o tem, pa ne vejo, kako bi se lotili, ali pa imajo premalo kapacitet, da bi se lotili tega profesionalno kot podjetje. To pa bo ena taka priložnost, kjer boš lahko tudi z eno osobo, če bo želel, sodeloval, z čim manjšim svojim vložkom glede časa. Vse, kar bo pač treba, je to, da bodo morali pač svojo nepremičnino primerno opremiti, da bo to imelo nek zgled, postavljen bo nek minimalni standard, ki bo moral biti, da bo lahko se stvar vključila v razpršeni hotel, tako da bo verjetno prepričalo marsikaterega, da se bo odločil za to in se bo vključil. Nikogar ne izključujemo, tudi če se zdaj ne izkaže interes, še vedno lahko se priključijo zraven. Cel čas poteka projekta, pa tudi po zaključku bo stvar odprta, tako da se bo lahko vsak, ki bo tudi v prihodnjih letih želel se vključiti v razpršeni hotel, imel to možnost, da se vključi. Pravite, da torej bo ponudnik moral zagotoviti nek minimalni standard, ne? Se bo to recimo tudi kakšna sredstva dalo dobiti, da se opremi, da se uredi recimo? Zdaj skozi ta projekt žal ne. Skozi ta projekt se bo financiralo vse ostalo, se pravi, da se bo pripravil sistem, da se bo nabavil ta destinacijski rezervacijski sistem, spletna stran, da se bo izobrazilo ljudi, ki se bodo vključili v sistem glede tega, za tiste, ki se bodo sami ukvarjali s turisti, kako to delate, tudi kakšen tečaj tujega jezika bomo poskušali financirati. Financiralo se bo delo strokovnjakov, ki bodo šli do vsakega interesenta, preverili stanje na terenu, pripravili nek osnutek željenih sprememb, da bo dosegala zadeva tisti minimalni standard, ki bo potreben. Te stvari, te dejavnosti se bodo financirale skozi projekt. Bomo pa vsakemu, ki bo potreboval kakšna sredstva, poskušali pomagati z prijavami na kakšne druge razpise, pa bo potem lahko recimo prek teh drugih razpisov poskušal pridobiti kakšna sredstva za urejanje svojih nepremičnin. Je pa težava v tem, da večina razpisov je namenjenih tistim, ki se ukvarjajo s
to dejavnostjo profesionalno, se pravi, imajo odprto ali SP, ali DO, ali turistično kmetijo, za tiste fizične osebe pa je teh sredstev minimalno ali pa jih ni, ne, tako da tisti bodo verjetno morali pa sami nekako sfinancirati to delo. Ja, seveda bomo prišli vprašati, ne, ko bo zadeva nekje proti koncu, tako da za danes pa verjetno to je vse, ne, kar se da okrog tega povedati trenutno. Ja, jaz bi samo izkoristil to priložnost, še enkrat pozval vse interesente, ki imajo kakšnokoli vprašanje, pa še nimajo odgovora, naj pokličejo, mu bomo svetovali, preden odda to izjavo interesa. Ta izjava interesa oziroma izkaz interesa ni za nobeno stranko zavezujoč, tako da tudi, če kdo pošlje, pa potem si premisli, ne bo nobenih posledic. Mi bi samo radi videli čim večji interes, mislim, da bi radi prepoznali interes, ki je na tem območju, da potem lažje pripravimo sam projekt. No, v glavnem, če se odloči, pride k vam, potem pa dalje sodeluje z Javnim zavodom za turizem, kulturo in šport. To bo potem naslednja faza. Pri nas zdaj zaenkrat oddajajo samo ta izkaz interesa, ker mi kot vodilni partner moramo pripraviti ta projekt, ker gre za neposredno potrditev operacije. Zato smo mi kot vodilni partner tisti, ki pripravljamo zadevo. Potem v naslednji fazi, ko bo projekt pa že v teku, pa bomo sodelovali vsi, tako mi kot Javni zavod za turizem in pa potem interesente. Matej Rogač, hvala lepa za vse informacije, zanimive seveda. Upajmo torej, da bo razpršeni hotel deloval tako, kot smo si oziroma ste si zamislili. Sliši se zanimivo in predvsem zelo dobro došlo, ne, glede na pomanjkanje nočitev tot okrog. Ja, mi se za tega lotevamo zelo počasi, premišljeno, ker želimo doseči to trajnost. Ne želimo samo, da naredimo projekt, potem pa stvar čez čas ugasnila, ampak želimo tako dobro pripraviti sistem tega razpršenega hotela, da bo lahko deloval tudi čim dlje časa. No. Pa to tudi uspešno, upamo. No. Hvala lepa za informacije. Hvala vam za povabilo. Hvala lepa tudi vam za pozornost, spoštovane gledalke in gledalci. Verjamem, da pa ste morda vsaj začeli razmišljati, da bi se prijavili, ukolikor imate interes in seveda kapacitete. Želimo vam vse dobro, pa se vidimo znova čez teden dni. Srečno, do prihodnjič.